Leta 2006 bil LDS prvi, ki je praktično pripravil strategijo razvoja, in to ambiciozno strategijo razvoja Kranja, v kateri takrat še nihče ni razmišljal. Letos ta strategija pač postaja dejstvo, ki jo na občinski ravni sprejemajo vsi. Leta 2008, oziroma letos, je bil LDS tisti, ki je prvi program pripravil kvaliteten in zelo podroben program. In marsikatera stranka temu še danes ni sledila oziroma nikoli ne bo. In v praksi se velikokrat zgodi, da je veliko dobrih želja, ampak ko je pa potrebno sprejemati konkretne odločitve, so potrebni kompromisi in dobre želje in dobri nameni posameznih kandidatov, posameznih krajev so dostikrat postavljeni bodisi na stranski tir oziroma postanejo žrtev teh sprejetih kompromisov. Zaradi tega smo se v LDS odločili, da bomo poiskali tiste konkretne projekte, tako iz našega programa na lokalni kot na nacionalni ravni, katerim se lahko zavežemo prav vsi, se pravi svetniška skupina LDS, Kranj mestni odbor, Kranj kandidati za poslance in tudi vodstvo LDS-a v Ljubljani. In to je v bistvu teh 6 točk, oziroma 7, ki so danes tukaj napisane, se pravi prometne obvoznice oziroma severna obvoznica, ter hitra železnica, razširitev ceste od Delavskega mostu do Mercator centra Primskovo, potem domovi za starejši, še kjer je Darja lepo predstavlja, s kakšnimi problemi se srečuje tudi osebno, izobraževanje. Eden izmed nacionalnih programov je tudi, da bi se bo LDS zauzemala za postavitev 5 univerzitetnih kampusov in zelo dobro bi bilo, oziroma zato se mi zauzemamo in se bomo zavezali, da bomo enega izmed teh postavili tudi v Kranju, seveda ob sodelovanju gospodarstva, podjetij kot so Istra, Tel, Sava in podobni paradni, še vedno paradni gospodarski subjekti v Kranju. Potem za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj je pa potrebna tudi reforma nepremičninskega trga, spremeniti je potrebno dosedanjo prakso na tem področju, ki pa ena občina oziroma pač en posamezen poslanec na lokalnem nivoju ne more. Kranj tudi potrebuje kvaliteten razvoj in razširitev bolnišnice Golnik, da bo odgovorila na potrebe tega dela Gorenjske. In pa seveda gospodarstvo. Prej smo že slišali, kako v Kranju velikokrat z občudovanjem ter zavistjo gledamo na manjše občine, kot so Šenčur in Naklo, ko so kljub manjši velikosti uspele narediti neke poslovne cone. Kranju tega tudi zaradi geografskih danosti, se pravi obkroženje s kmetijskimi zemljišči, tega ni uspelo in tukaj pač Kranj potrebuje pomoč države. In prav je, da smo tukaj vsi našteti v isti liniji, se pravi, da se zauzemamo za iste projekte in se zavezujemo, da bomo delali, da se te projekti čim prej uresničijo.